Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Vam bom danes malo povedala o našem imunskem sistemu, o tem, kako določene stresne situacije vplivajo na nas in kaj vam svetujem, da naredite, če ste se znašli v nekih težavah, ki jih povezujemo s samim stresom. Vsi smo se zagotovo že znašli v takšni situaciji, v težavah, ki so na naš imunski sistem vplivale negativno. Še posebej nepredvidene situacije lahko na človeku pustijo velike posledice. In prav takrat je potrebno poskrbeti za svoje zdrave celice, da so le te nahranjene, polne vitaminov in mineralov. Da že v času samega stresa, že v času stresne situacije poskrbimo za svoj zdrav imunski sistem. Kajti v obdobju, ko je kortizol močno povišan, to je v obdobju stresa, on nas ščiti pred tem, da zbolimo. Ko pa določena stresna situacija mine, ko se nekako razmere vrnejo v stare tirnice, ko nam vse dejansko pade dol, takrat pa pride do bolezni, do avtoimunih reakcij telesa, do znakov izgorelosti. In zato je zelo pomembno, da že v času, ko smo v stresni situaciji, svoje telo podpiramo na način s prehrano, ki poskrbi za zdravo delovanje vseh celic in hormonov. Ker se večina našega imunskega sistema nahaja v črevesju, je nujno potrebno, da poskrbimo prav zanj. Pri tem je pomembna predvsem prehrana. Od hrane zelo odsvetujem uživanje vse hrane, ki deluje vnetno, kajti povzroča majhna vnetja in propustno črevesje. Skozi te vnetne procese v črevesju, skozi majhne luknjice, lahko velika hranila neprebavljene hrane prehajajo direktno v kri, kjer spet povzročajo vnetja. Zato vam zelo odsvetujem kupovanje vse predelane hrane, vse zapakirane hrane. Odsvetujem uporabo oziroma kupovanje pekovskih izdelkov. Specite si sami kruh, verjetno ste se ga zdaj že naučili. Prav tako vam svetujem stiskanje svežih zelenjavnih sokov, kajti zelenjavni sokovi imajo veliko vitaminov in mineralov, prav tako vsebujejo veliko encimov, ki so nujno potrebni za presnovo velikih makrohranil v manjša mikrohranila, ki se potem lažje absorbirajo v naše celice. Priporočljiva so še hladno stiskana olja ali super omega 3 maščobe. Iz njih namreč nastajajo hormoni in so pomemben del zdravih membran celic. Nahranijo nadledvično žlezo, nadledvična žleza pa je ravno tista, ki je utrpela največ posledic v neki stresni situaciji. V takšni situaciji Alja Dimic svetuje tudi čim več stročnic. Fižol čičerika so odlična izbira, kajti vsebujejo veliko vlaknin. Vlaknine pospešijo delovanje črevesja, delovanje prebave, prav tako pa spodbujajo dobro delovanje jeter in izločanje strupov skozi njih. Kajti jetra so tista, ki prefiltrirajo našo celotno kri. Odsvetuje pa uporabo nikotina, kofeina in alkohola. Ne posegajte po poživilih, kajti še dodatno vas bojo iztrošili, saj po začetnem dvigu nekega kortizola ali adrenalina, ki se bo ta še kasneje še hujše spustil, boste začutili tiste upade, napade po ogljikovih hidratih, upad energije, tesnobo. Zato se raje podprite z živili, kot so sveže stisnjen korenčkov sok z ingverjem, takoj vas bo napolnil z energijo. Svetujem vam uživanje zelene listnate zelenjave, ki si jo tudi stiskajte v sokove. Naredite si lečene polpete s špinačo. Špinača je odličen vir od železa do folne kisline, vsebuje C-vitamin, tako da je odlična izbira. Nasveti, ki vam bodo prišli še kako prav. Če pa kdo ve, kako pomembni so vitamini in zdrav imunski sistem, zdravo telo in nenazadnje zdrav duh, so to zagotovo glasbeniki. Če sam nisi zdrav, namreč težko zabavaš druge in si pred njimi pozitivno naravnan. O tem smo govorili z Ano Šket iz Lunce in z veseljakinjo Majo Oderlap. Ponovadi rešujem takrat, ko pride do tega, da se malo prehladim oziroma čutim, da se bom prehladila, pridejo tiste kure, ko jaz pijem C-vitamin pa druge sredstva za okrepitev imunskega sistema v večjih količinah. To je pa v bistvu in zaenkrat mi to zelo dobro gre. Ponovadi zaustavim te svoje prehlade
Pazim seveda tudi, kaj pojem. Veliko svežega sadja je pri meni na meniju, pa zelenjave, zelo rada imam pa tudi ribe. Trudim se pa predvsem, da bi jedla kar se da lokalno. To pomeni, da sploh mleko, mlečne izdelke, pa meso, pa take stvari res kupim pri kmetu in tako skrbim tudi za to, da so še tisti, ki pridelujejo, zadovoljni in mislim, da bi to morali podpirati kar vsi Slovenci in Slovenke. Slednjim se strinja tudi prehranska terapevtka. Kupujte na tržnicah, kupujte pri domačih zelenjavaricah, glejte, kaj jeste in kaj date v svoj lonec. Čuvajte svoj imunski sistem, tudi tako, da se vsak dan odpravite na svež zrak, recimo v gozd. Se nadihate in v svoje celice spravite čim več kisika, kajti šele zdrava celica, polna kisika, lahko nemoteno in zdravo deluje.